Berilo iz prve Mojzesove knjige. Potem, ko je Adam jedel od drevesa, ga je Bog poklical in mu rekel: Kje si? Odgovoril je: Tvoj glas sem slišal v vrtu, zbal sem se, ker sem nag in sem se skril. Pa je Bog rekel: Kdo ti je povedal, da si nag? Ali si mar jedel od drevesa, od katerega sem ti prepovedal jesti? Adam je odgovoril: Žena, ki si mi jo dal za družico, mi je dala od drevesa in sem jedel. Tedaj je Gospod Bog rekel ženi: Zakaj si to storila? Žena je odgovorila: Kača me je zapeljala in sem jedla. Tedaj je Gospod Bog rekel kači: Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino in med vsemi živalmi polja. Po svojem trebuhu se boš oplazila in prst jedla vse dni svojega življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. Ta ti bo glavo strl, ti ga boš poranila na peti. Adam je imenoval svojo ženo Evo, ker je postala mati vseh živih. To je Božja beseda. Pojte Gospodu novo pesem. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Zmago mu je pridobila njegova desnica in njegova sveta rama. Pojte Gospodu novo pesem. Gospod je naznanil svojo zmago, upričo narodov in razodel svojo pravičnost. Spomnil se svoje dobrote in zvestobe v blagor Izraelove hiše. Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu vse dežele, veselite se s petjem in godbo. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Hvalim Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v Kristusu blagoslovil. Blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes. Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izbral, da bi bili sveti in brezmadežni pred njim. V ljubezni nas je vnaprej odločil in določil, naj bomo po sklepu njegove volje, zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu, in naj slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. V njem smo postali tudi dediči, vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po odločitvi svoje volje, da bi bili tako v hvalo njegovega veličastva, ki smo že prej upali v Kristusa. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je dejal: Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel je rekel: Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila
zato bo tudi sveto, ki bo rojeno Božji sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti. In to je 6. mesec njej, ki je nerodovitna, kajti pri Bogu ni nič nemogoče. Marija pa je rekla, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. To je Kristusov evangelij. Brati in sestre, na predvečer slovesnega praznika Marijinega brezmadežnega spočetja obhajamo še god svetega Ambroža, današnjega godovnjaka, ki je bil bolj v visoki družbi. Živel je v 4. stoletju, rojen v današnjem, lahko bi rekli, državi v Nemčiji, oče kot visok državni uradnik, je imel kar vpliven položaj v takratni družbi. Zelo verjetno je pa po zaslugi mame, ki je bila globoko verna kristjanka. Ambrož že kot otrok dobil izreden čut za duhovnost, za svetost, za Božje. Ta vzgoja mame je bila izredna. Ponavadi je postavljen godovni dan na smrt svetnika. Nekateri tudi na pogrebni dan. Redki so tisti, ki imajo na rojstni dan. Današnji dan, 7. december, je pa dan posvetitve Ambroža za škofa. To je posebnost, izbrali so dan posvetitve, ker v Milanu po smrti njegovega predhodnika je bilo precej trdo. Bili so zvesti kristjani, katoličani, pa tudi ločine kristjanov, ki bi rade po svoje oblikovali krščanstvo, po človeški meri, razni krivoverci, in s tako močjo, da so želeli iz svojih vrst škofa. Kristjani, tisti, ki so pa ostali zvesti krščanstvu, pa bi radi pastirja, ki bi bil res po Kristusovem zgledu. In ko so bili zbrani v milanski stolnici, nekako bi lahko rekli na volitvah, če bi tako obliko dali. Veste, v cerkvi je bilo verjetno vpitje, prerivanje, kreganje, merjenje moči. In je Ambrož vstopil v cerkev, da bi naredil red. Prišel je s svojimi služabniki in prav nekako je znano, da je nekako zavpil, zaklical tišina. Kot da bi hotel pokazati, to je Božja hiša. To ni prostor, kjer se prepiramo. To ni prostor, da nekaj barantamo. In ko je dosegel tišino, se je oglasil en otroški glas. Ambrož naj bo škof. Ko so ljudje to slišali, so rekli, ja, Ambrož naj bo škof. Ni naš, ni vaš. Ni od enih, ni od drugih. In Ambrož ni bil krščen. Zato, ker, veste, tako kot naša sodobna slovenska družba ali pa evropska, eden od staršev z vero povezan, drugi pa ne. In če oče ni bil z vero povezan, vpliv očeta je bil takrat močan,
otroci so šli v tej smeri odraščanja. Ampak to znamenje otroka, ta glas v tej tišini cerkve je bilo tako znamenje Ambrož Najboškov. Ampak je imel od svoje mame bogato vzgojo, močno vzgojo. Krščanstvo mu je bilo blizu, on je bil vernik in to je tisto bistveno, biti vernik. In je po hitrem, bomo rekli, postopku prijel zakrament Svetega krsta, da je prijel prvi zakrament kot kristjan. Potem bil tudi posvečen v diakona, duhovnika in škofa. In se res izkazal kot izreden pastir. S kakšno gorečnostjo in tankočutnostjo in zvestobo krščanskemu izročilu je vodil cerkev, tako da je kasneje bil tudi priznan za cerkvenega učitelja. On je izobrazbo, ki je imel kot državljan takratne države na dobrem nivoju, še vedno dopolnjeval, že kot posvečen v škofa, ker je hotel biti izobražen, ker kot tak bi lahko dal veliko dobrega ljudem. Eno izročil pravi, da je Ambrož kot majhen otrok se je zgodilo, da ga je pokril roj čebel. In pestunja, družina je imela več služabnikov, je bila vsa v strahu, začela kričati, kaj se je zgodilo. In oče je rekel, samo v primeru pustite. V primeru pustite, pa ne bo nič narobe. In čebele, ki so se usedle na njega, so bile nekaj časa na njem. Potem je pa cel roj odletel in niti ena čebela ni pičila Ambroža kot otroka. Verjetno je takrat tudi njegov oče bil z nekim znamenjem, da je to neka stvar, lahko bi otrok z rokami, z ročico zamahnil, se tega hotel osvoboditi in bi bila žival znemirjena in začela s piki. Za majhnega otroka več pikov bi bilo lahko usodno. In tako tudi po tem znamenju, po tem izročilu je postal sveti Ambrož zavetnik čebelarjev. Zavetnik vseh tistih, ki skrbijo za čebele, ki imajo res čut in tudi hvaležnost Bogu za stvarstvo, ki nam je zaupano. Ne bom tukaj dolg, ampak sami čebelarji veste, kako je ta žival nekaj posebnega. Z njenim načinom življenja, dela, oblikovanjem, utripom življenja. To je žival, od katere se lahko človek samo čudi. Kako je to stvarstvo položeno v eno od teh majhnih živali, ampak s takim močnim načinom življenja. Zato tudi za čebelo ne rečemo, da pogine, kot običajno za živali, ampak pri čebelah rečemo, da umrje. Mrtve čebele. To mi je tudi sporočil moj oče, ki je bil vrsto let čebelar, in rekel, čebela umre. Zato, ker je tako blizu človeku. Ker je človek in čebela tako povezan. Eno življenje z drugim. In naj bo sveti Ambrož res močan priprošnik za vas čebelarje. Naj sprosi tisto, kar najbolj potrebujete. Sveti Ambrož ve za vaše življenje. Ve, kaj je potrebno. Naj bo naša priprošnja k njemu, kot tisti naš del, da bi lahko Bog po priprošnji svetega Ambroža naklonil tisto najbolj potrebno nam,
v našem življenju. Tudi za vas, ki niste povezani s čebelam kot čebelarji, je lahko sveti Ambrož močan priprošnik. In prav v teh mislih vam želim, da bi v hvaležnosti za svetnike, za svetega Ambroža vstopili v jutrišnji praznik brezmadežne. To, kar sem omenil pri svetem Ambrožu, ko je prišel v cerkev in je rekel tišina, je kot neko znamenje, kot da bi Bog rekel, tu pri Mariji je pa tišina in ni nobenega greha. Tukaj pa nima dostop hudobnega duha. Hudič nima tukaj možnosti prestopa meje in ni prišel do nje od spočetja naprej. Kar je razumljivo za nas kristjane, kako naj bi bil Satan v stiku z Marijo, če pa vendar izbrana za mater Boga. In naj bo sveti Ambrož, ki je današnji godovnjak in v utripu jutrišnjega praznika res priprošnja, da bi tudi Bog za naša življenja rekel pred grehom, pred zlom tišina. Tukaj je konec, ampak naprej naj bo svetost, naj bo delovanje Boga, naj se pokaže moč Boga tudi v našem življenju. V tem zaupanju na priprošnjo svetnikov in Božje Matere Marije tudi skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob porožen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroki in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen.